No, tukaj se mi zdi, da je nekako tako že se dotaknili tudi malo področja nenasilne komunikacije v tega. Kako še vidiš dobro pele. Ja, da bi mogoče malo več o tem povedala, pa kako bi se sploh to prakticirati. Ja, glih tako, kot sem zdaj rekla, ta nivo potreb, se mi zdi, da se lahko veliko lažje povežemo ljudje med sabo. Če se povežemo na nivoju potreb, kot pa na nivoju strategij, lahko se tudi lažje razumemo in iščemo potem neke rešitve, ki bi bile za vse tako, win-win. Nismo pa se tega nikoli učili, to nam ni normalno, definitivno to ni običajno, definitivno to ni vse prisotno. In ja, nenasilna komunikacija nekako loči med razdiralnim jezikom pa povezovalnim jezikom. S tem, da ne določa, kateri je pravilen in ni pravilen, ali pa kateri je slab in kateri ni slab, samo pač simply stating a fact, da pač povezovalni jezik je, če uporabljamo povezovalni jezik, je bolj verjetno, da bomo ostali v stiku sami s sabo in z drugim, kot pa če uporabljamo razdiralni jezik. Hkrati pa povezovalni jezik je tisti, ki lahko prinese več jasnosti. Načeloma je pa cilj vrniti se k nečemu, kar je Marshall Rosenberg rekel, da je naše naravno stanje. In sicer, ko delujemo iz tega, da radi damo, da darujemo. Čisti iz tega, da pač sam zato, da damo. On je to primerjal z otrokom, ki hrani račko, ki mu daje kruh, pač nič ne pričakuje zameno. Pač sam da zato, ker bi rad dal. To je on rekel, temu je rekel naravno darovanje. Drugače pa njegova filozofija, on je rekel, da je začel, da ga je zanimalo, kaj delamo, ko rečemo, da ljubimo. Se pravi, na kakšen način, kako se to vidi v našem fizičnem materialnem svetu, ko rečemo, da ljubimo. In v bistvu je raziskoval ljubezen, njegov, se pravi, nekak mentor oziroma je bil pa Carl Rogers, ki se je pa ukvarjal predvsem pač s pojmom sočutja. V praksi je pa to tako, da najprej moramo to odrasli znati. Potem pa iz mojega vidika si priznati, da nikoli ne bomo tega popolnoma obvladali. In to nekako živeti skupaj z otroki in tudi njim ozaveščati. Jaz se mi zdi, da moja dva sta prepojena s tem, ker tudi doma pač je bilo to približno tako kot Montessori, jaz sem se to noter vrgla in sem rekla, da bomo to tako govorili, je bilo v bistvu ful nasilno. Ker je bila zahteva. Pa verjamem, da si tudi marsikdo od otrok kdaj tako počutil, ampak ja, to so po moje te začetniške napake, ker si želiš dobro, ampak še vedno pa ne živiš bistva, to je pa da vidiš drugega. Ampak ja, zdaj se temu posvečam že nekaj let, tudi vodim delavnice. In v Kajžici si pač odrasli prizadevamo, da pač slišimo otroka, da pristopamo v vsakem odnosu do otroka z nekim pač sočutjem, pa z nekim razumevanjem, pač te druge slike, mi včasih rečemo. In pa znotraj tega poiskati win-win, ne ostanemo na tem, mi bi radi šli ven, jaz bi rada noter, ampak to so samo načini, kako zadovoljiti neke potrebe, katera je potreba pri tebi, gibanje, pri meni je pa pač udobje, a lahko zdaj to nekako združimo, mogoče bomo tako, da, ne vem, vi greste ven, jaz bom pa noter tele za steklom, ne vem, opazovala na svojem stolu, izmišljujem si, ampak tukaj se mi zdi, da se šele dotaknemo nekega polja ustvarjalnosti v komunikaciji pa v iskanju načinov sobivanja, ki pa ga v avtomatiziranem življenju pač ni. Pač takole delamo stvari in to je to. In pač ti se enkrat upreš, jaz sem enkrat obupana kot mama in tukaj pol v bistvu ostanemo, ali pa kot učitelj. In ja, na začetku je veliko več nekega vložka, ampak pol se mi pa zdi tudi, da se to izplača. Izplača v smislu nekega miru, pa zadnjič smo imeli z Vito en prepir. Ona je stara zdaj 4 leta in ne želi me nikjer počakati. Vsakič hoče iti z mano. In meni je bilo tako, dosti imam tega, stara si 4 leta, počakaj v avtu, to je to. Sploh se ne bom več s tamo pogovarjala o teh stvarih.
Pa pač, ko enkrat prideš do sebe, ne, pa ko si sposoben, pač, ko steče ta proces samo empatije. Ok, meni je očitno pomembna samo učinkovitost, zdaj v tem trenutku njej pa pač varnost, ne. In za njo to pač absolutno ne deluje. In če smo midve enakovredni na nivoju potreb, kar sva, vsi smo enakovredni, potem pač poiščeva nekaj, kar je zate ok in zame ok, ne. Ali imaš odprto okno, ali, ne vem, štejeva do 10, pa sem jaz v 10 sekundah nazaj, ali greš ti z mano, ali jaz ostanem 10 minut prej, pa si pripravim vse, da ne tečem nazaj gor v stanovanje, pa pol zahtevam od tebe, da me ti počakaš. Tako no, se mi zdi, da pol to se razlije v mikrosituacije življenja. Ja, pa tudi kako pol, a ne, zahteve iz okolja še vedno so, a ne, ali pa tudi starši imamo, ali pa učitelji imamo kdaj zahteve, kar pa mi tudi ni toliko, kako naj rečem, napačno se nekako naučiti s tem živeti. Pa v bistvu v tisti dani situaciji zagnati pač nek proces samoempatije. Ok, tukaj je zdaj ena zahteva, ampak jaz znotraj sebe sem še vedno pač svobodna, kaj zdaj s tem narediti, a ne. Zdaj v tem času korone je itak veliko enih zahtev, a ne, strani države ali pa strani pač od povsod, a ne. In kako zdaj s tem handlati, a ne, če je meni pomembna svoboda, hkrati pa mir, a ne, pol v bistvu ta dialog delaš znotraj sebe, a ne, v teh notranjih konfliktih. In tudi otroci recimo, ne, pač ja, zahteva je za spoštovanje, a ne, zdaj pa kako se pa to zdaj kaže, pa lahko nekako skupaj ali ugotovimo, ali pa pač tudi rečemo, ok, tole ni dovoljeno, ker pač za nas to absolutno ne deluje in tukajle pač tukajle nimamo, a ne, ker v bistvu gre za to, nimamo kapacitet se dogovarjati, ali pa pač se odločamo, da se ne bomo, a ne. In pol sledi vedno neka posledica, a ne, in tukaj znotraj pol tega iščemo recimo mi, ok, če, ne vem, za nas ne deluje, da so, ne vem, zdaj se bom zmislila, pomarančni olupki povsod po vrtu, a ne. In nekajkrat smo že poskušali to rešiti, pa še kar ni take strategije, ko bi tudi nam ustrezala in očitno tudi njim ne. Pol je pač posledica, da nekaj časa pač teh pomaranč ne bomo imeli v hiši, zato ker pač očitno nihče od nas nekako ne zmore ali pa nima kapacitet ali pa ne najdemo pač nekega načina, kako bi to lahko imelo v našem življenju, pa ne pol imeli teh posledic, a ne. Ja. Tako da na ta način, no, da niso kazni, pa da niso, kako naj rečem, samo iščemo pač, aha, tole ne deluje, pa pač, ok, če tole ne deluje, jaz nimam več kapacitet sploh iskati rešitev, a ne, ali pa si ne želim, a ne. In tako je v bistvu pol tudi v zunanjem svetu. Saj se odločamo, ali bom s tabo reševal odnos, ali ga pa pač ne bom, a ne. In na drugi strani, ali imam kapaciteto ali nimam, kaj moram narediti, da jo spet dobim. In pa še tisto, kar je najlepše, imam kapaciteto in z veseljem s tabo te stvari raziskujem. Ali pa pač sam s sabo. Tako da ja, NVC je veliko področje. Pa tako zelo navdihujoče, no. Kaj pa recimo, če si v komunikaciji z nekom, ki pač res nima pojma o tem in mu mogoče tudi ni blizu tak način komunikacije, je mogoče lahko tak način komunikacije nekomu tudi, da ga izzove v bistvu v kontraefekt. Ja, sigurno lahko, ja. Kaj pa potem? Definitivno lahko NVC trigger, že sam po sebi. Ker če jaz rečem, ko se dereš name, se počutim žalostno, ker me je pomembno spoštovanje, a ne, marsikdo lahko odreagira nekaj s temi svojimi psihološkimi, pa govoriš kot robot, pa si ti sploh še normalna, pa zdaj se tako, kot se človek mora zdreti na enega. Ampak ja, se mi zdi, da so to te začetne faze, ker je neko načelo v NVC-ju pač ni treba, da oba znata NVC. Če ti znaš NVC, pač pol si lahko ti. Ker v bistvu znati NVC pomeni, da greš v bistvu v sočutje do tistega drugega, ne. In če pač je on strigiran ob tem, ko se ti želiš izraziti na nek način, ki se tebi zdi pristen,
vedno lahko reflektiraš, obeseduješ, vedno si lahko v sočutju, pač to je vedno tvoja opcija. Nekako tako se mi rečemo, honesty or empathy, vedno imaš vsaj te dve izbiri, a ne. Tako da, če nekdo drug ne zna, ne vem, jaz sem bila marsikdaj razočarana, pa sem pol ugotovila, da pač sam še nimam toliko dobro razvitega procesa same empatije, a ne, ker v bistvu gre pol to tako. Jaz se nekaj izrazim, drug je strigiran, pa sem pa jaz strigirana zaradi njegovega triggerja in pol greva samo tako gore, ne. NVC pa lih to point, jaz se izrazim in to sem se pol nekako tako naučila. Ker sem hodila na vadbe in pa tako, ok, zdaj mi je čisto jasno, kaj hočem povedati. In zdaj pač ti se tlele useti, jaz bom to povedala, ker sem se naučila pred 1 uro, pa nazaj pa tako bom. In ja, je prišlo to spoznanje, da ni point. Največji point je sočutjeno, pa držati sebe, pa če želiš in če zmoreš tudi drugega. Tako da ni nujno, da drugi znajo misija, da ti ostaneš v tem vibu. Verjetno bi kdo rekel, da je to nek način permisivne vzgoje. Ja. A ne, če nekomu rečeš, dobro, pa boš pa ti noter ostal, mi gremo pa ven, bi kakšen, verjetno marsikdo rekel, ne, tako se pa ne vzgaja, to pa te pa lahko otrok izsiljuje in tako naprej. Ja. Kaj bi rekli na to? Permisivna vzgoja. Ja, ne vem, zdi se mi, da če jaz se s tem ne povežem, oziroma mogoče bi najprej začela z definicijo, kaj je za nekoga permisivna vzgoja, kaj je pa zame permisivna vzgoja. Permisivna vzgoja zame je, da dovoliš, da samo ena slika obvelja in to je pač otrokova slika. In da ima ta absolutno prednost, da je pač njegova slika, njegovo doživljanje, njegov svet več vreden kot moj, recimo. Se pravi, če jaz se nekaj izrazim, pa se on nekaj izrazi, pa rečem, ok, pa ne bo po tvoje. Ali lahko to definicijo vzameva kot za permisivo. Pri NVC-ju gre pa v bistvu za to, kot ga jaz razumem, da najprej preko strategij prideva do potreb, pol pa v bistvu tam noter ostaneva, dokler ne najdeva nekaj, kar za oba deluje. In je lahko, to je bilo na začetku, recimo tudi za naju z možem, je bilo tako, pač to se ne zgodi. Ne? Ampak zdaj, ko pa vidim, recimo sploh je Vitka, ki je že od začetka v tem, od rojstva praktično, pa pač začne človek generirati neke ideje. Ne? In tudi komunikacija se spremeni. To zame ne deluje, kaj pa če bi. To zame ne deluje, predlagam pa. Temu rečem ne, ampak sem pa pripravljena iskati druge rešitve. In je čist drugače kot neka avtoritarna ali pa kot permisivna vzgoja, ne, saj jaz to tako doživljam. Večkrat pa rečem, da se ti pač možgani obrnejo, saj mi je še tako zgodilo. Se mi zdi, da na začetku sem pač sem vzgajala, ne, pač to ni prav, to je prav, to je narobe, pač po zimi imamo bundo. Ja, pa če... Se vem, to je zdaj tisti znani primer, ki je bil fantiček Go, ampak... Ja, tisti je pol nekaj, ne vem, pač... Mislim, da je to malo drugače. Ja, ampak ne, pač, mi smo imeli to debato, pač... Po zimi imamo bundo, po zimi smo pač oblečeni, a ne? In če je nekaj tako mora biti, Vita pa pač kriči, da pač bunde ne bi imela, pa so pa pač prišli, ok, meni je bunda strategija za zdravje, njej pa pač bunda predstavlja frustracijo, zato ker je pomembno obdobje. Kaj lahko pol naredimo, a ne, tukaj noter. Sploh pa nama konflikt nobeni ne ustreza, zato ker pač raba sam mir pa lahkotnost pa nežnost, a ne. In v bistvu včasih vsak dan sproti raziskujeva, a ne. Do avta grem z bundo, pa se pa lahko sličem. Meni je to v redu, zame to deluje. Danes bom imela ta debelo jopo, pa eno dolgo majico, pa pol bi bundo imela samo roki. Prav, ok. In takrat ponovadi, ko grem v zahteve, pa ko grem v... Ne, pač zdaj boš imela bundo in to je to, takrat pač čutim, da sam pač ni kapacitete. Kar je pa spet indikator za potreba po skrbi zase, ali pa potreba po počitku običajno, ne. In pol tudi to skomuniciramo, ne. Pač nimam kapacitet, ker sem toliko utrujena, rabim počitek, ne. In se ne morem zdaj s tabo, pač ne zmorem. Ne zmorem, ne.
In pa spet se lahko spremem, ali da bova pač mi v konfliktu v tisti trenutek, ali pa pač da bo nas bolela, če ne bo imela bunde. Morda, ali pa tudi ne, ker lahko je pa to tudi samo moja fikcija. Jaz sem imela učenko, ki je bila skozi vroča. Ja, še pravim, pa tudi ona je bila zame tudi ena velika umčna ura. Ja, no se to samo ena izmed primerov, ampak vse je pač takrat, ko se zatekam v zahteve, pa v to, da pač nekaj tako mora biti, takrat vem, da sem pač v območju, kjer ne zmorem. Če pa si ne želim iskati teh win-win, je pa tudi en indikator. Zakaj pa ne? Kaj pa je tle spodaj? Katero močno prepričanje pa je tukaj spodaj? In je pa spet priložnost, da raziščem, a mi to prepričanje še služi, a se še z njim povežem, samo tako, da ga ozavestim, ker če ga pa ne, pa pač fura po svoje in me odpelje. Tako da NVC je definitivno lahko tudi praksa za neko duhovno pot. Ni samo model komunikacije. Dejansko je celo on rekel, da to poimenovanje ni najbolj posrečeno, ker ne gre samo za komunikacijo. Omenila si tudi samoempatijo, a bi kaj več lahko o tem povedala? Samoempatija je v bistvu proces sočutja do sebe in v pristopu NVC to pomeni, da identificiram pač, kaj je bil moj sprožilec, kako se ob tem počutim in katera je bila potreba, ki je nekako to zgenerirala. Se pravi, katera potreba, zadovoljena ali pa nezadovoljena, je nekako rodila ta občutek ob tej situaciji. Tako da bom vzela čisto en banalen primer, če se pač jaz vozim po cesti, pa me nekdo prehiti, pa jaz čutim, da pač moje telo zavre, je lahko proces samoempatije, pač ponavadi najlažje z dihanjem. Ampak samo to, da prepoznam, zdajle sem v reakciji, se pravi, to, ko je on zapeljal pred mano, pa čutim bes, pa čutim v bistvu strah. Kaj mi je pa pomembno? Spoštovanje. Spoštovanje pa varnost, recimo. In takoj, ko v bistvu samoempatija steče, jaz lahko pomirim, lahko zadiham in imam več kapacitet za tistega drugega. In to se lahko zgodi v tišini, ni treba, da jaz zdaj ven stopam, pa njemu na okno potrkam, pa rečem, se lahko mi doma tlele pogovoriva, da vidim, kaj so tvoje potrebe. Ampak ja, to lahko je zelo dobro. To lahko steče čisto, pa ni nujno, ker itak vedno gre pri empatiji za ugibanje, kaj drugi doživlja pač. In pa v bistvu to postane nekako tvoj način življenja. Mogoče je pa nervozen, ker mu je pomembna skrb za drugega. Mogoče se pa pelje v bolnišnico, ali pa se mu mudi tja pa tja, ali pa je besen, ker zamuja, ker mu je zelo pomembna zanesljivost. In pa se v bistvu lahko pogovarjamo naprej, ali pa je samo sabo, ali pa z otroki. Kdaj si pa video počuti tako, ali pa kaj bi pa si video izbrala, ker ljudje pa smo fiksirani na, to je potem vredno poimenujemo kot vzorc, pač na eno strategijo za eno določeno potrebo. Se spomnim teh začetkov, ki moj mož rekel, daj bom spet kaj skuhala. To je pač bolj ugotavljala, kjer so te potrebe in so prišle pač do ljubezni. Pač hrana je, oziroma to, da ti nekdo nekaj skuha, ti lahko, mi pa rečemo včasih, meni to pade na ljubezen. Pač to, da ti nekaj skuhaš za našo družino, pač meni je to ljubezen. In če pač ne skuhaš, je tako, pač lahko so misli, ki pridejo pač, druge stvari so bolj pomembne. Nima nas toliko rada, kot sem si, jaz želel, pa kot jaz zdaj rabim. Ja, tako da Luka si že reče, ja, meni to prav pade na spoštovanje. In na ta način lahko tudi sebe bolj raziskuješ. Še drugi lahko delajo karkoli, ampak tisto, kar se pa v tebi noter dogaja, je pa pomembno. Da razumeš, kako lahko tudi to spremeniš. Da ni ukrivljanje drugega, ker pa itak padeš v to nemoč, da nimaš možnosti spremeniti svojega življenja. Pač on me je prehitev in jaz sem zdaj živčen. To je recimo en pomemben korak v NVC-ju. Živčen sem, ker me je prehitev. Ja, ni glih čisto tako. Ko te je on prehitev, si postal živčen, ker ti je pomembna varnost. Se pravi, spet izhaja iz črevesja, iz tebe ven. Ker ko mene nekdo prehiti, pač jaz nisem živčna. Tako da to ne more biti nek univerzalen
trigger. Tako da ja, sama empatija ob triggerjih, pa brez samo empatije si težko empatičen do drugih. No. Je to po mojem spet ena taka iluzija ali pa en tak vzorc, da sem tukaj zate, v meni noter pa je vojna. To je tudi mogoče eno tako sporočilo, vsaj, ko sem jaz raziskovala, je bilo prisotno iz prejšnjih generacij, sploh mogoče ta slovenska mati, ki daje vse. Pa sebe izčrpa. Tukaj noter ne vidim samo empatije. Ja. Ali niti tega pač, kaj mi je pomembno. Ne? Ker včasih se pa tako zaciklamo, da pač pomembna mi je skrb za drugega, ampak hkrati moje strategije za skrb za drugega pa mene v bistvu ne napolnjujejo. Me ne osrečujejo v bistvu, ne prinašajo teh občutkov, katerih sem v bistvu šla v to. To je pa zanimivo raziskovati. Ja. Ali pa ne vem, jaz dopovedujem svojemu možu nekaj zato, ker rabim mir, pa s to strategijo, ko dopovedujem, v bistvu ugotovim, da pač ne doprinaša k moji potrebi za mir. Mogoče bi bolj doprinesel, da bi pa se gnala samo empatijo. Ja. Tako da ja, samo empatija. Meni je vedno zanimivo, da se moramo teh stvari učiti, ampak tako, kot sva se prej pogovarjali še pred intervjujem. Pač smo, kjer smo in ja, enih stvari se moramo ponovno naučiti. Ja. Ni samoumevno. Samoumevno v tem trenutku, v tem svetu so druge stvari. Normalne so druge stvari, kot so mogoče naravne stvari. Ja. Ne vem, res se mi zdi, da v enem tako ful zanimivem svetu živimo, ker tako po eni strani postajamo vedno bolj raznoliki, kar se mi zdi res dragoceno, zaradi tega, ker pač itak vsak je en tak čist svoj svet. In vsak na tem svetu je poslan kot individuum z razlogom, ker rabimo to, da vsak tisti svoj svet prinese v ta skupni svet. Po drugi strani imamo vedno več možnosti, da se nekako povezujemo tako, kot nam ustreza. In tudi zdi se mi res tako dragoceno, kaj eni pravijo, zdaj smo ful taki individualisti ratali, pa to ne, ful je nujno, da se končno spoznamo take, kakršni smo in da si damo prostor in priložnost, da se izrazimo v tej pestrosti in da te raznolikosti začnemo harmonizirati med sabo. A veš, to... Ja, in tukaj noter pride komunikacija. Ja, a veš, in tudi tako sem razmišljala zdajle, ko pač vrejo vse tele zadeve, ko tako hitro udarimo pa en po drugemu tako, ti pa nisi tega naredil, kar bi bilo pa nujno narediti. Ne vem, nisi šel na protest, ali pa nisi se cepil, nisi naredil ne vem česa. Ampak v končni fazi, kdo pa je rekel, da moramo vsi eno to stvar narediti? Ja, zato mi je čudovito. Pač čudovita mi je ideja povezovanja na nivoju potreb. Ker v bistvu sva z eno zelo dobro prijateljico ugotovili, ok, pač eden gre na protest, eden se gre cepiti, kaj pa je tukaj spodaj? Zelo verjetno je, kar je tudi fascinantno po statistiki, da se običajno pripiramo zaradi iste potrebe. Sam strategija je drugačna. Pač obema veliko pomeni zdravje pa svoboda, ali pa skrb za drugega, ali pa skupnost dejansko, ali pa celo enakovrednost v tej strategiji. Pa zelo možno je, da tukaj spodaj leži ali strah, ali pa pač neka frustracija. A veš, predstavljaj si, da se usedeva pa rečeva, ok, mene je strah, mene tudi, mene pa ima zdravje, mene tudi. Pa se pa strinjava. Ja? Se pa strinjava, sam pač jaz to bom dosegal takole, ja, ok, jaz bom pa to dosegal takole. Ok, koža. Ja, in da si dajemo to priložnost biti različni, ampak ustvarjati lepo skupnost. Ker v bistvu je to bistvo. Ker z neizpolnjenimi ljudmi nikdar ne bo harmonična skupnost. To je težko, ja. In tukaj pa tudi je ta sama empatija. Težko si tu za drugega, ali pa težko razumeš drugega, dokler nisi sam. Zadnjič sem slišala eno gospo je tako lepo rekla, a smo lahko sami, a so lahko sama v dvoje. Se pravi, kot neka, da si celovit, pa da si v odnosu. Enkrat, ko se navadiš, zame to, tudi ta stavek, zame to deluje, zame to ne deluje čisto drugače kot pa ne. In jaz se spomnim pogovorov iz otroštva,
pač ne je ne in to je to. Mm. Filozofija NVC pa pravi, moj ne tebi je vedno ja sebi. Sam če uspem pogruntati, čemu sem jaz rekel ja, jaz sem pa rekla ja, ok, recimo, ne vem, integriteti, s tem, ko tebi rečem, da ne bom šla s tabo tja pa tja, ali pa nekaj v tem smislu, pa lahko tukaj znotraj tega spet poiščeva nekaj, kar deluje za oba, ne? Ali pa ne, spet je stvar odločitve, ampak ja, to. Mogoče je ful pomembno v tem to, da si damo priložnost, da lahko raziskujemo. Mislim, da nam je to dosti tuje, da v bistvu ni rečeno, da je samo en odgovor na neko situacijo, na neko vprašanje. Mi smo zelo smo naučeni v to, da mora biti samo en odgovor. In ta je končen, univerzalen, to je to in zdaj je tukaj mir. Tukaj dobiš točko, tukaj pa ne. Tako, kot so nas vzgojili. Samo dober. Ja. Uspešno, tako bom rekla. Ja, zelo uspešno, ja. No ja, čeprav, veš, se razmišljam, a je to bilo... A je bil to cilj? Ne vem, ne predstavljam si, da je bil to cilj, veš, tako kot so prej rekli. Ja, jaz mislim... A je bil to spet samo en poskus, spet samo ena izkušnja, a ne? Zna biti, da je vse to nekako prepleteno. Ker itak, v bistvu, če imaš ti nekoga... Mi si mogoče tudi zelo predstavljamo, da se stvari na neki točki zgodijo. Ne pa, da je to vse tako kontinuum. Ja. A veš, da je ena generacija je to naredila, druga generacija je to, tretja je na ta način nadgradila. In zato res je take zelo nevidne stvari, ki pač tako majčkeno vznikajo in pol na koncu je pa že tako celo drevo. In če imaš ti zdaj nekoga, ki večino življenja deluje v preživetvenem strahu, bo ta človek zelo verjetno tudi se odzival na situacije na način, da bo majčkeno probal zgladiti tisto svojo praznino, tisto svojo rano, malo blišče zalepati. In ne bo imel verjetno nikdar nekaj ful poguma, da bi pa zdaj sebe ful samo uresničeval, če bo ves čas delal samo zato, da se bo on približen varnega počutil. In če ima ta otrok potem, ta človek potem še otroke, verjetno tudi na otroke vsaj nekaj tega prenese. Tako da to verjetno, mogoče je bil kje, ne vem, kakšen interes, ampak v bistvu a je tukaj dejansko sploh zdaj važno, je zdaj neki interes ali ni, če se mi spontano na nek način odzivamo na stvari. Ja, oziroma avtomatizirano. Ja, se strinjam, ja. To je tiste, ko so rekli, ja. Itak, da je ljubezen, pa itak, da taki plemeniti cilji, ampak hkrati pa tudi zavedanje, kjeri so podtalne stvari, ki še vse delujejo na tole našo skupnost, na to našo idejo. Zato, sem prav hvaležna, da sem se rodila v tem obdobju. Mi je pa tako neverjetno si predstavljati, kakšni bojo ti otročički, ki imajo vsa orodja, ki jih imam jaz že, pa ki bojo... To bo taka eksplozija, ja. Se veselim. Ja, res je. Da bojo oni našo realnost še bolj, kako ne rečem, še več lovkami ustvarjali. Ja. To jaz dostikrat tako razmišljam, dostikrat so mi že kaj rekli tudi ljudje, ampak vsak pač rab neke svoje izzive pa šole pa tako, ampak lej, stvar je, a mu daš od tukajle, starting point, a mu daš od tukajle. To je velika razlika, a veš, ker od tukajle je zelo težko semle gor udrinta, Od tukaj pa mogoče, če mu daš vsaj tiste neke slike ljubezni, varnosti, zaupanja, povezovanja. Če mu daš vsaj eno slutno tega, bo veliko lažje to uresničeval naprej, pa temu sledil v svojem življenju, kakor pa, če bo najprej sploh približen moral neko idejo dobiti, da mogoče se pa da tudi lepo živeti. Ja, tako je. Pa vse to je v bistvu isto z vsemi stvarmi. Samo da ene stvari imamo še ozaveščene. Pa če se jezika začneš učiti prej, pač bolj lahkotno obvladaš, kot če se ga začneš učiti pri 50-ih, Ali pa zanj sem prebrala en dober, da vedno bolj postajamo pač nekako, vedno bolj nam je jasno, da pač nekaj je junk food, nekaj je pa pač hrana, ki je podporna za nas in pa je rekel, enako je pač z mislimi. Nekaj so take misli, ki bi morale v koš
nekaj pa pač je, kar je podporno za to življenje. In tiste negovati. No, še eno vprašanje glede te vzgoje in tega bi te vprašala, ker na spletni strani imate, oziroma pri tebi, no, pri tvojem opisu je tudi napisano pač ta vzgoja za mir. Če bi lahko še o tem kaj povedala. To je iz filozofije Montessori. Ona je svojo vzgojo poimenovala, oziroma svojo filozofijo je ona poimenovala vzgojo za mir. Jaz se s tem zelo povežem. Zdi se mi, da je pol, kakor jaz njo doživljam, je potem pač sama ugotavljala, kako bi do tega prišla. Kako bi vzgajala pač generacije, da bi potem nekoč prišli do miru. Ker tako, kot so zdaj ugotovili, če politiki rešujejo stvari, ali pa pač če nek miroljuben otrok, ki živi srečno življenje, potem tudi v odrasli dobi, komu to sploh ni opcija. Tako nekako si rekla, če hočete mir, pa se obrnete k otroku. In pol je spet vse, od kurikuluma do filozofije, literature, njenih izkušenj. Se mi zdi, da je to iskala, no. Kaj vse jaz lahko naredim v tem obdobju, kaj vse lahko otrokom ponudim, da bo potem, ko bo šel v svet odraslosti, da bo toliko, bom zdaj rekla, postavljen pa stabilen, da mu pač to ne bo opcija. Nek pač, da drugemu škodujem iz katerekoli potrebe. In to je pa v bistvu povezala tudi z naravo, pač da narava ne deluje na tak način. In zato je tudi temu rekla kozmična vzgoja. Pač kozmos ne deluje na ta način, kot marsikateri od nas zdaj deluje. Pač kozmos deluje v totalnem sožitju. In tudi nekaj, kar se nam zdi, kar mi označimo kot ta dela škodo temu, ta ubije tega kot živali, je del neke višje ureditve. In ona je to višjo ureditev poskušala približati otroku in rekla, tudi mi smo del te višje ureditve. In če se bomo zavedali, da smo del te višje ureditve, potem bomo imeli in hvaležnost in občutek pripadnosti in enosti, kar je pa se pravi, se zelo povežem s tem. Ja, to se mi zdi tako zanimivo tudi, da velikokrat ljudje mislijo, da če bomo pa zdaj začeli res sebe živeti, res tisti, v bistvu pač večinoma pravijo to, da je to ta ego pa to. Čeprav to ni ego, če si tako res pomen pa to. Da pa bo pa kaos. A veš? Ampak je res tako, ampak v vesolju je neskončno mnogo elementov. In teh neskončno mnogo elementov nobenim ne govori, ti moraš biti tukaj, pa ti moraš biti tukaj, pa ti moraš biti takle, pa ti se moraš takole izražati. Ampak je vse to harmonično urejeno. To spontano deluje skupaj, zaradi tega, ker ima vsak delček tisto zavest o sebi in kje naj se umesti in kje naj se izrazi in na kakšen način. Iz nekega semena marjetice verjetno nikdar ne bo zrasla, ne vem, monstera. Če zdaj že monstere smo omenili. Ampak bo pač ta marjetica se bo izrazila kot marjetica. In v tem je bistvo, pač sebe toliko izpolniti, toliko zavestno sebe živeti, da spontano prideš do točke, ko želiš biti v harmoniji z vsem. Ker jaz sem globoko prepričana in tudi moje izkušnje so take, da bolj, ko si zavesten, bolj, ko si poln, bolj želiš biti v harmoniji z vsem. Ja, pa tudi ona pravi tako, s čimer kar mi tudi zelo rezonira, no. Pač, če si ti najbolj sam s sabo, si že avtomatično doprinos drugim, tako kot je, ne vem, pač proces fotosinteze, Pač je za nas nujno za preživetje, hkrati pa tudi, oni, mislim, pač tudi rastline ne bi mogle brez tega biti. In je tako, toliko enih primerov tega, da je zanimiv, da smo hoteli pač vse to toliko zregulirati, da bi dosegli to stanje. Only to realize. Všeč mi je včasih primerjava pač s parkom pa z gozdom.
Ker pač mi imamo neko idejo o redu in neko idejo o tem, kako lahko smo doprinos, če uredimo stvari, če se pač postavijo sistemi, pa strukture, pa če vsak točno ve, kaj mora delati, pa če se to regulira, pa če se pove ljudem, kako mora biti. In pa pogledaš park in ti je tako, ja, ful lepo, ful lep park. Ful je ene energije gre v to, da se ga vzdržuje. Itak ni po okusu vseh. Ko greš pa v gozd, pa tam vse je pač nekaj na tleh leži, enega listja, pa enega gnuja, pa enega odpada. Ampak je pač to nek red, ki deluje, ki pač deluje. Pa ta red te načeloma vsa to polni. Tako je. Tako je. S tem, da recimo to, kar mi delamo monokulture, Monokulture so pa najbolj podvržene boleznim, propadu. In pač to ni podporno življenju v resnici. Meni je ful lep en TEDx talk od ene ženske, ki je sicer gozdarka. In ona je ful raziskovala pol, kako rastline komunicirajo med sabo. In jaz sem ga že neparkrat poslušala. Meni je toliko dober ta govor, res, ker je toliko navdihujoč in toliko se mi zdi, da ima te res življenjske modrosti. In ona je prišla do tega, da pač to je vse povezano in da narava v prvi vrsti deluje na sodelovanju. Ni to, kar so izkrivljeno v bistvu pač povlekli iz sporočil Darwina. To je tudi zanimivo, da Darwin je veliko več o ljubezni govoril, kakor pa o preživetju of the fittest. Ja. Ampak je večinoma govoril o ljubezni. In narava večinoma v prvi vrsti deluje na sodelovanju in na tem, da se pač vse harmonizira z nekim višjim smislom. In pač dejstvo je, da ene stvari morajo tudi umreti. Normalno, zaradi tega, ker drugače tudi življenja ne bo, če nekaj ne bo odmrlo. In na koncu pač vse izravna, vse se poveže v te stvari s harmonično smiselno celoto. Ja, so ful povezani s tem, ful. Ful mi je zanimivo, ko smo že omenjali, to, kako sta v bistvu Montessori pa Waldorf različna, ampak oba sta pa v bistvu imela to prvotno vizijo, za mir. Ker Steiner je v bistvu tudi to svojo filozofijo, antropozofijo je razvil zaradi tega, ker je pač videl, kaj se je dogajalo v prvi svetovni vojni, in je želel, da do tega nikdar več ne bi prišlo. In zaradi tega je začel te stvari razvijati. Pa ne samo šolstvo, ampak on je imel pač res na vseh področjih. Maria Montessori, to v bistvu tudi za mir. Tako da pač so te čist različni načini, različni izrazi, ampak še vsem se pač deluje za tisto neko skupno vrednoto. Ja, ne vem, se mi, da počasi bi morali tudi te zapisi malo, ali pa si želim, da bi prihajali ven. Kaj vse že vemo o tem, kako doseči mir, ker tudi jaz sem NVC iskala najprej iz konflikta. Se mi zdi, da se še vseeno naučiš pa, ok, tole zame ne deluje, tole ne gre več v to smer in pač kot človeštvo se verjetno premikamo tja. Tole pač ne deluje, treba bo poiskati nove smeri, ampak dokler pa še deluje za ljudi, bo pa ta proces mogoče malo počasnejši. Ampak ja, tako kot si prej rekla. Povezovati se z različnimi ljudmi, ki pa nekako še vseeno imamo podoben cilj in podobno idejo o tem, kako bi do tega cilja prišli. To je meni res veliko veselje. Ja, pa dati si res ta prostor, da možnosti je veliko. Dajmo mogoče tudi malo igrivo raziskovati možnosti. Pa tudi, če včasih kakšna stvar ne deluje, pade v vodo, pa kaj pol. Smo se nekaj naučili. Ja, rečemo, dobro, tega ne bomo drugače, ampak še dobro, da imamo možnosti, da lahko tudi drugače. Ne, samo to sem še hvala, da sem enkrat, ko smo imeli na karmični predavanja, sem rekla, da nekako tako deluje polarnost v našem tem tridimenzionalnem svetu, oziroma več pač v tem svetu, ki smo v fizičnem svetu, da najprej spoznaš tisto, česar ne bi, zato da potem lahko ločiš
od tistega, kaj bi. Da potem v bistvu sploh spoznaš, da prepoznaš tisto, kaj bi. In pač določen del življenja izkušaš, česa ne bi, zato da pa lahko rečeš, to pa bi. To pa deluje zame. To mi je bilo zelo všeč, ta jenja spodoba. Ja, bomo morali kdaj mogoče še malo kartič po diagnostiki, pa kaj imaš še, v bistvu še v Afriki bi lahko kaj povedala, pa tako je, da v kuhinji, a ne, si soavtorica, tako da mislim, da... Še za kakšne pogovor, ja. A imaš mogoče še kakšno... Ne, mislim, da smo izčrpali. Ta pedagoški vidik pa sigurno, ja. Izčrpali. Tako je bilo dobro, res. Jaz sem res hvaležna za take pogovore, za to, da se res toliko enih lepih stvari zdaj kaže v svetu in koliko imamo kapacitet kot ljudi, sploh tako skupaj pridemo. Pa tudi, če smo si malo različni, hvala Bogu. Hvala Bogu, res, ja. Tako da res, hvala za danes, pa mogoče še kdaj nadaljujemo. Hvala. Lahko vjavim. Seveda. Hvala.